Spoštovane gledalke in gledalci, danes vam na televiziji Exodus predstavljamo atelje in akademskega kiparja Marjana Dreva, ki je znan mariborskemu kulturnemu občinstvu, pa tudi širšemu krogu prebivalstva po znamenitem Slomškovem kipu na Slomškovem trgu pred mariborsko stolnico. Nedavno so odstranili stole na Rakuševem trgu v nadnaravni velikosti. To je bila edina mariborska kiparska prostorska instalacija vseh časov. Mislim, da ne bo zlepa druge priložnosti, žal je ni več. Naredil je kiparsko opremo, točneje reliefe in Marijin kip v kapeli Mariborske bolnišnice in pa tudi kiparsko opremo v cerkvi Svetega križa na Ertlovi ulici, to je čisto nova cerkev. Gospod Marjan Drev, vi se ukvarjate že leta in leta tudi z likovno teorijo. Vzpostavili ste nekaj novih idej, novih teorij v zvezi z prostorskimi vozli, v zvezi z topografijo v likovni umetnosti s poudarkom na kiparstvu. Razvili ste povsem novo teorijo v zvezi z kontrapostom. Navsezadnje pa se ukvarjate tudi z teorijo komplementarnosti oziroma simetrij v likovnih objektih. Povejte, kdaj ste pravzaprav začutil tisto povezavo med umetnostjo na eni strani in znanostjo na drugi? Ja, ti problemi pravzaprav kiparstva so se mi pojavljali že ob samem študiju na Akademiji za likovno umetnost med leti 1976 in 1982. Takrat sem se pravzaprav spraševal o tem, kaj je bistvo kiparstva, ki naj bi potem postal moj poklic in kako naj to svoje početje tudi miselno ovrednotim. Takrat mi je bilo dejano oziroma podano sporočilo od profesorja Kalina, da je temeljni problem kiparstva problematika kontraposta, to se pravi tista spoznanja, ki jih je evropska civilizacija vzela za svoja in ki se vlečejo že iz Grčije sem, torej so to spoznanja, ki so sedaj stara že dobrih 2500 let, vsaj toliko, in se jih je evropska civilizacija držala bolj ali manj konstantno ves ta čas. Danes živimo v času, ko smo te vrednote, jaz se smatram, da so vrednote, da smo jih spustili in da je sedaj v času postmoderne umetnosti kiparstvo pravzaprav zašlo v neke vrste slepo ulico, vsaj kar se tiče tega globinskega dojemanja. Pomembna je danes samo pravzaprav bolj kontekst kot pa forma sama. Problematika kontraposta je hkrati tudi zgodovinska problematika, kako ljudje gledamo, v bistvu kako smo navajeni gledati v evklidskem ravnem prostoru, medtem ko kontrapost na nek način nakazuje ukrivljen prostor. Vi ste s svojimi teoretičnimi dognanji pravzaprav prodrli v samo bistvo tega prehoda iz ploskve v tretjo dimenzijo, iz ravnega v ukrivljen prostor. Kaj bi nam lahko to na enem primeru predstavili, prosim? Torej to, kar lahko ljudje počnemo, so samo modeli. Ko skušamo neke stvari, ki so pravzaprav samo zelo vseobsegajoče in o katerih imamo samo neko implicitno vedenje, in zato, da postanejo osmišljene, potrebujemo modele, torej da jih lahko razložimo, ker več ne moremo narediti. Mislim pa, da je to tudi naloga kulture in pa umetnikov samih, da osmislijo vse tisto, kar se nahaja v njihovem podzavednem. Tako ljudje dobimo potem gradivo, ki ga lahko preverjamo in skozi katerega lahko potem naredimo neko miselno refleksijo.
To se je enkrat v zgodovini umetnosti že pokazalo, in sicer v času renesanse, takrat, ko je bila iznajdena linearna perspektiva. In to je bil en proces, ki je takrat trajal dobrih 200 let, še pred Giottom pa vse tja do Brunelleschija in Albertija, ko je bil podan potem teoretični in praktični verifikacijski kriterij za linearno perspektivo. In linearna perspektiva je model, je paradigma, ki govori o tem, kako poteka naša vizualna percepcija, tisto, kar je vezano samo na zaznavanje z očesom. Torej, če zdaj prenesem to zamisel na področje kiparstva, na področje kontraposta, moram tudi postaviti nek model, in najbolj preprosto je, če izhajam iz linearne perspektive, iz evklidskega prostora, ki stoji za linearno perspektivo, in iščem nek nov prostor, s katerim bi potem lahko ta kontrapost razlagal. Še vedno pravim, da je to model in da to ni resnica, ker pač ljudje ne moremo delati nič drugega kot modele. Torej, če si predstavljamo, da je tale trikotnik tukaj zgrajen v projekciji linearne perspektive, ker je pač vezan na neko bežično točko, na nek horizont, potem lahko ta model tega evklidskega prostora na nek način zrušim, tako da stranice tega modela lomim in jih zasučem in jim dobim neko drugačno interpretacijo tega samega modela. In vidimo, če zasučem eno stranico, dobim neko novo vrednost, kjer sta dve stranici še vedno v projekciji linearne perspektive, tretja pa ni več, je že ukrivljena. Če to ponovim še na drugi stranici, diagonali, na drugi diagonali, dobim Möbiusov trak 2. Talna ravnina je še vedno v projekciji linearne perspektive. Če pa to ponovim še tretjič, ta postopek, pa dobim nekaj, kar je pravzaprav sploh ni več vezano na evklidski prostor, je nekaj, kar je čisto v zraku, kar izgubi vsako projekcijo te centralne perspektive, in ta oblika se imenuje Möbiusov trak 3. To je model za razmišljanje za naprej. Torej, ta model Möbiusovega traka ima zdaj nekaj zelo zanimivih lastnosti. Tisto, kar je bilo prej interesantno za centralno perspektivo, za en pogled opazovalca na predmet, se zdaj tu kaže, kot da je ta pogled na nek predmet fragmentiran. Torej, kot da na nek predmet gledamo z 3 različnih zornih kotov. Perspektive so take, morda ta model to lažje razloži. Je pa še nekaj interesantno pri tem modelu, da če ga razrežemo na pol, dobimo vozel. In ta vozel se pravzaprav javlja v krščanski slikarstvu in pa recimo v plastiki, gotike ali pa romanike zelo pogosto. Če recimo pogledate Chartres, katedralo Chartres in Kristusa nad vhodnimi vrati in pogledate analizo tistih risb, potem ugotovite, da je postavljen v eno shemo, ki se imenuje Vesica Piscis. To pomeni riba, ribji mehur, in riba je simbol krščanstva. Torej, ta oblika vozla, če se interpretira na tak način, močno spominja na tisto strukturo, ki je romanika in gotika tako pogosto uporabljala, nekoliko še tudi renesansa, potem barok pa sploh ne več. V bistvu je pa ta oblika nasledek ene zelo stare strukture, ene zelo stare oblike, ki se imenuje roža življenja. In so jo poznale dobesedno vse civilizacije po celotni zemlji, še predno je bila ta indoevropska civilizacija takšna, kot jo poznamo v tem oziru. Torej, na Tibetu se javljajo, v Babilonu so bile prisotne, pri Indijancih, v Srednji Ameriki, pri Majih, pri šamanih v Sibiriji, in pa poznajo tudi vse evropske države, tako rekoč, oziroma vsa evropska ozemlja. Skratka, tale Möbiusov trak 3, ki ste ga pravkar predstavil, pomeni neko osnovno izhodišče za razlago kontraposta. Kako se kontrapost razloži na
teoretični način. Pri kontrapostu gre pravzaprav za predstavo gibanja, ki bi jo naj opazovalec imel takrat, ko gleda kip. Torej, kip ni nekaj, kar bi bilo premičnega, razen v primerih, ko govorimo o mobilih ali podobnih stvarih, ampak pri figuri to nikdar ni bilo. Temeljno vprašanje. Tukaj gre predvsem za to, kako si opazovalec, torej gledalec v svoji imaginaciji ustvari predstavo, da je kip živ. In vozu in pa te spirale, ki se tukaj javljajo, oziroma vozu kot vrtinec, razložijo kot model, kako naj ta naša predstava gibanja poteka. Nič drugega. Kaj, recimo za mojim hrbtom je en zanimiv model gibajočega se človeka, ki ste ga opisali z vozlom prostorskim. Povejte, v antiki imamo dosti takšnih primerov človeka, recimo v gibanju, medtem ko je v renesansi se komaj pojavijo tako zelo razgibani kipi, ali so v renesansi tudi poznali v bistvu te principe kontraposta, tako kot jih vi danes razlagate, ali so ravnali bolj po notranjem nekem občutku, po intuiciji, o kateri tudi v bistvu govorite v teh vaših teoretičnih spoznanjih? Ja, morda je v tem smislu zelo interesantna izjava, ki je Michelangelo med tem, ko je svoje dela razlagal drugim umetnikom oziroma svojim pomočnikom, večkrat ponovil. Dejal je nekako takole, da je potrebno figuro graditi spiralno, piramidalno in pomnoženo z 1, 2, 3. In ravno pri vozlu se to zgodi nekoliko pri tem modelu, pa tudi pri ostalih, da se ti pojmi nekako udejanijo. In bistvo renesanse je bilo pa tudi v tem, da je figuro še vedno dojemalo, vsaj v kiparskem smislu, na reliefen način. Torej, figura je služila arhitekturi, figura je bila postavljena v nišo in tam je bila njena funkcija. Drugače, kot je bilo to recimo potem kasneje v baroku ali pa v 20. stoletju, ko je skulptura postala popolnoma osvobojena arhitekture in je pri Mooreu, tako rekoč, popolnoma zaživela v prostem tridimenzionalnem prostoru. In se je kasneje začela tudi gibati. In se je kasneje, kot v smislu mobilov, pričela tudi gibati, ampak s tem je pa prišla do neke stopnje, od katere naprej pravzaprav ne more biti več in samo potrjuje pravilo, izhodišne teze, da je smisel kontraposta pravzaprav v predstavi gibanja, ne pa v gibanju samem. Prej ste razlagal teorijo prostorskega vozla, ukrivljenega prostora in hkrati tudi pojava tako imenovanega ribjega mehurja, ki se manifestira v obliki mandorle, torej mandlja. In ta oblika mandorle se pogosto pojavlja v krščanski ikonografiji, še posebej, kadar je recimo Kristus v mandorli, kot v neki niši, pogosto ga obdajajo angeli, včasih pa se tudi Marija pojavi v mandorli. Ta oblika torej predstavlja neko aluzijo na božanskost, na onostranskost, na duhovnost v umetnosti. Se pravi, da gre tukaj v bistvu za neposreden prenos fizikalnih torej pojavov v religiozne pojave. Kako to tolmačite? Torej, mandorla je oblika, ki se v romanski in v gotski umetnosti redno ponavlja oziroma pojavlja tudi. Bodi si kot arhitekturna zasnova v gotskih cerkvah, vsaj delno tam, ali pa kot tista struktura, ki objema nekako kipe. Imenuje se tudi avreola, to, kar kipom oziroma figurom dodajajo in jo postavljajo tudi v mavrico. Interesantno je, da je
ta oblika ozko povezana torej s tem trolistnim vozlom, s to strukturo, ki jo jaz skušam razlagati, oziroma kot modelom, s katerim skušam razlagati kontrapost. Torej, tu gre za nek spoj tega modela z nekimi vsebinami, ki lahko postanejo religiozne. Ne gre za to, da bi zdaj ta model bil znanstven, ampak je pa model, ki ga je mogoče dobro psihološko ovrednotiti. No, tu je potrebno povedati samo to, da ima človek ene same možgane, s katerimi skuša razmišljati na različne načine in s katerimi potem tudi skuša vse te vsebine povezovati skozi določene modele, ki se mu pač kažejo najbolj ustrezni. In ti pogledi seveda niso znanstveni, so pa upravičeni torej z določenih, pač ali so to religiozne vsebine, ali ima psihološko upravičenje, ali pa ima tudi določeno kulturno-modelno upravičenje. Tudi v vašem kiparskem opusu združujete na eni strani sakralno umetnost in, če smemo tako izraziti se, profano, pa tudi uporabno umetnost. Skratka, prepletajo se ta vaša likovno-teoretična spoznanja v teh praktičnih realizacijah, tako rekoč na vseh, bi rekli, kiparskih področjih. In zanimiva so vaši kipi, javni spomeniki, morda, kot sem že omenil, eden med najbolj privlačnejših tudi za širše, torej meščane, predvsem otroke in mladino, je bila instalacija parov stolov na Rakuševem trgu. Torej gre za eno predstavitev likovno-teoretičnih spoznanj na področju topologije v prakso, torej v en stvarn ambient. Jaz bi morda pokazal dva stola. To sta modela enega para stolov, kot ju poznamo iz Rakuševega trga pri Unionski dvorani. In tukaj je v ospredju še en drug likovno-teoretični problem, in sicer problem komplementarnosti oziroma simetrij. Kako ste do tega prišli? No, ta stvar je pravzaprav zelo preprosta. Kot kipar sem se vedno spraševal, kako si naj osmislim odnose med oblikami, in ugotovil sem, da imajo slikarji tukaj neke možnosti, ki jih dopušča teorija barve in barvni kontrasti, da pa kiparji nimamo nič takega, čemur bi se lahko reklo kiparski kontrasti, ali pa bom rekel drugače še oblikovni ali pa morfološki kontrasti. No, in moj namen je s temi stoli, pa tudi z drugimi uporabnimi predmeti in stvarmi, ki sem jih delal, da osmislim ravno to svoje področje, in so bili narejeni tudi predvsem zato, da bi ugotovil, kateri so ti kontrasti, in da bi se potem ta svoja spoznanja nekako zapisal in da bi potem jih na nek način legaliziral in ovrednotil. Te oblike so pravzaprav nekako v parih zmeraj nastopajo, tudi vaše posodice, recimo čajniki, lončki, skodelice za kavo ali čaj, nastopajo v teh parih. Par, ki bi ga lahko na koncu koncev razlagal tudi kot moško-žensko nasprotje oziroma simetrijo. Tukaj si vidijo, določene oblike so odvzete, drugje so dodane, nekje so preluknjene, drugje so zopet izbočene. Skratka, poigravate se z različnimi možnostmi odvzemanja in dodajanja, hkrati pa ohranjate neko simetrijo, neko sorodnost med oblikami, kot da se ena oblika razvije v bistvu iz druge oblike. Možnosti je tukaj več, nedvomno pa so simetrije temeljna karakteristika narave in v mnogočem odločajo o tem, kako se
svet razvija, kako postaja svet vedno bolj raznolik, svet oblik, svet bi rekel, naravnih oblik, organskih oblik, kakor tudi svet umetnih oblik, torej tistih, ki jih je človek oblikoval. Sam izvor teh oblik, seveda teh, ki jih je človek oblikoval, pa se nahaja v naravi. In to so pač osnovne meje, ki so univerzalne. Univerzalne so recimo na tak način, da jih razpoznamo kot polno prazno, kot konkavno konveksno, kot gladko in hrapavo, zdaj sem prišel na likovne spremenljivke in tako naprej. Mislim, da je teh kontrastov več kot 30 in zaradi tega je tudi svet oblik, vsa ta materialnost oblik tako zelo pestra, da se nam zdi po svoje kaotična. In simetrije so tukaj ravno tiste, ki človeku omogočajo, da iz tega kaosa oblik prepozna red, preprosto zato, ker simetrije omogočajo merjenje. Osebno mislim, da so ti stoli, ki so bili postavljeni na Rakuševem trgu, polnokrvne skulpture, zato ker so združevali oba principa, o katerih smo malo prej govorila. Torej, načelo komplementarnosti, morfoloških kontrastov na eni strani in na drugi strani, ker so te figure bile asimetrične in so izpolnjevale tudi pogoj za vstop v ta vozelni prostor oziroma v ta prostor te mandorle. O vsem tem, kar sva govorila. Osebno menim, da bi se naj kiparska forma bodoče razvijala ravno v tej smeri. In to poskušam realizirati potem tudi v figuri. Zanimiva je interpretacija teh likovno-teoretičnih principov v človeški figuri, kot imamo tukaj primer komplementarnosti dveh prostorsko razgibanih človeških figur, ki se oddaljujeta ena od druge, hkrati ste pa tukaj ponazorili tudi z temi geometrijskimi oblikami, kako funkcionirajo v prostoru. Torej, ta par teh figur tukaj je bolj študiozno naravnan, zato ker je vozel interpretiran trikotno in zaradi tega je morda opazovalcu tudi malo manj prijeten, je pa primeren za sam študij. Tukaj gre tudi za komplementarnost dveh oblik. Ta komplementarnost, to je že treba povedati, je močno prisotna v figuraliki, v celotni renesansi. Kajti vsak dialog oblik je zasnovan na komplementarnosti, na nasprotju, kakor sem ga pač prej navedel, s tem, da so pač ta nasprotja nekoliko bolj omiljena oziroma zamejena, ker pač figura v renesansi ni dopuščala tako ekstremnih interpretacij, kot je to mogoče danes. Tukaj na tej steni imava podobna primera komplementarnih figuralnih oblik, hkrati pa je tudi razlaga likovno-teoretičnih oblik. Eden drži v roki tale prostorski vozel in drugi drži v roki obliko, ki se dobi z stiskanjem tribarja. Če bi malo našim gledalcem razložili, zakaj pravzaprav gre pri teh dveh skulpturah. Torej, tukaj sta prisotni tudi dve te topološki strukturi, trolistni vozel in pa tribar v neki modifikaciji, ampak bistvo teh dveh figur je ravno v tem, da kažeta nek prostorski obrat, da sta med sabo komplementarni, ampak to tudi ni nek moj izum oziroma iznajdba, ampak če pogledate renesanso ali pa recimo Michelangela, Sixtinski strop, figure ignudov, vseh tistih 22 figur, ki je na stropu prisotnih, so vse narejene tako, da so vsi eksplicitno v komplementarnem odnosu. Bodi si na položaj, na lego telesa, na obrat figur v prostoru ali pa na njihovo prostorsko dejanje.
Že na začetku sem omenil, da se ukvarjate tudi z izdelovanjem uporabnih predmetov v keramiki in tukaj imamo nekaj primerov posodic za sol in poper, ki so pa tudi oblikovane po principu komplementarnosti, vendar ni prisoten prostorski vozel. Skratka, gre za plastike, dejansko torej čisto polnovredne kiparske oblike, ki pa so hkrati tudi uporabne. Povejte, kako ste prišli do ideje, da bi ta svoja likovno-teoretična spoznanja tudi v enih takih, recimo temu, uporabnih predmetih izrazil? Ja, zelo preprosto. Tu je šlo za vajo v iskanju teh razlik in v izpostavljanju teh možnih prostorskih kontrastov. Tako da vse te solnice in popernice, pa jih je nastalo kar precej, so nastajale pravzaprav kot čista igra, kot neke vrste invencija z obilo užitka. Tako da sem še danes vesel, ko jih pravzaprav pogledam, čeprav v tem kiparskem pogledu ne funkcionirajo kot prave skulpture, morda tale že, a ne, druge pa nekoliko manj. Ampak vseeno, kot kipar imam ob teh figurcah zadoščenje, a ne. Gospod Marjan Drev, preden se vam zahvalim za sodelovanje pri tem pogovoru, naj vas še vprašam, kakšni so vaši načrti za prihodnost, ali pripravljate še kakšne javne plastike morda? Torej, načrtov za prihodnost je še kar dosti. Lahko povem samo to, da imam letos namen dokončati kip monsinjorja Lojzeta Kozarja, prvega župnika iz Odrancev, katerega spomenik bomo postavili letos v novembru. Želim vam torej še veliko uspehov in upam, da bova še kdaj sodelovala tudi pri kakšni razstavi, saj vaše razstave so zmeraj zanimive, poučne. Tudi današnji pogovor je bil izjemno didaktičen in zanimiv. Upam, da tudi za naše gledalke in gledalce, ki jih prisrčno pozdravljam in se zahvaljujem za pozornost. Nasvidenje.